Dr. Janez Malačič se je rodil 3. maja leta 1950 v Kančicih na Goričkem. Po vzporednem študiju na Filozofski in ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1973 diplomiral iz geografije in sociologije, leta 1974 pa še iz ekonomije. Dobil je 2 študentski Prešernovi nagradi. Doktorsko dizertacijo je zagovarjal leta 1983 na ekonomski fakulteti v Ljubljani z področja obnavljanja prebivalstva in delovne sile. Po diplomi se je zaposlil za 1 leto kot asistent stažist na Geografskem inštitutu, nato pa na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je napredoval od asistenta do rednega profesorja. Na lastni in drugih fakultetah Univerze v Ljubljani je predaval oziroma še predava večje število predmetov. Njegovo ožje strokovno področje pa je demografija, še posebej v povezavi z ekonomiko dela, migracijska problematika in ekonomska statistika. Z teh področij je objavil 2 knjigi in več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov doma in v tujini. Njegova dela so bila objavljena v 8 jezikih. Dr. Malačič sodeluje z različnimi domačimi in tujimi institucijami, od ministrstev slovenske vlade do mednarodnih ustanov, kot sta Evropska komisija in Organizacija združenih narodov. Leta 1994 je sodeloval na svetovni konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu. Je član strokovnih združenj doma in v tujini. Bil je predsednik Statističnega društva Slovenije in Zveze statističnih društev Jugoslavije. Pomurski akademik dr. Janez Malačič je stalni gost konferenc Pomurske akademije in od samega začetka tudi eden najbolj aktivnih. Smo veseli njegovega prispevka z večjih razlogov. Eden je zato, ker je on resno mednarodno priznan in njegova dela so prevedena v dosta svetovnih jezikov, po drugi strani pa Sidar postreže z nekšo tematiko povezano na naše okolje. In kot takše je resen eden tistih vzornih primerov članov Pomurske akademije, ker pomaga udejaniti naše poslanstvo Pomurska akademija za Pomurje. V zadnjih desetletjih je Evropa postala kontinent, na katerem je rast prebivalstva in vse bolj tudi obnavljanje prebivalstva odvisno od neto priseljevanja. Pri tem pa se je pokazalo, v nasprotju s pogostimi pričakovanji, da je zaposlovanje imigrantov zelo kompleksen proces, v katerem imigrante pogosto prizadene tudi brezposelnost. Imigranti pa niso kaznovani samo z brezposelnostjo, ampak so pogosto ujeti v sektorjih z nizko produktivnostjo in v etničnih nišah na trgu dela ter v slabih delovnih razmerah. Problematiko brezposelnosti imigrantov v Evropski uniji in v manjšem obsegu tudi v Sloveniji je mogoče analizirati na osnovi Eurostatove baze podatkov iz anket o delovni sili. Čeprav so podatki grobi in pomanjkljivi, potrjujejo, da je brezposelnost imigrantov višja kot pri domačinih, hkrati pa so bolj prizadeti tisti imigranti, ki so bili rojeni zunaj Evropske unije, v primerjavi z imigranti iz drugih držav članic EU. Med imigranti iz tretjih držav pa so nadalje bolj prizadeti tisti, ki v EU bivajo manj kot 7 let, v primerjavi s tistimi, ki bivajo v državah Evropske unije že več kot 7 let. Če bo hotela Evropa in znotraj nje tudi Slovenija svoje prihodnje demografske, ekonomske in številne druge probleme reševati tudi s pomočjo večjih imigracij iz drugih celin, se bo morala bolj kot doslej potruditi izboljšati položaj imigrantov na trgu dela. Še posebej bo morala pritegniti več visoko usposobljenih in univerzitetno izobraženih imigrantov, ki se tudi v splošnem lažje integrirajo v novo okolje. Pri tem pa bo morala tudi mnogo bolj kot v preteklih letih investirati v človeški kapital priseljencev. Predavanje pomurskega akademika dr. Janeza Malačiča je povezano z tem, v katera je v Pomurju že davna leta nazaj prisotna. Že od nekdaj znamo, ko so naši ljudje odili na delo v tujino, tudi v Ameriko, jih je dosta odišlo, dosta tudi k njej prišlo nazaj. In migracije, torej potovanja za voljo toga, ko si najdeš boljše kri, boljše delo, je višno prisotno v Pomurju, pa seveda tudi v širšem našem prostoru, tudi v Evropski uniji. In dnešna tema je še toliko bolj zanimiva, ker tudi nam pove, s čim se srečajo ljudje, ker morajo, kako se včasih pravilo, s trebuhom za kruhom, in kakšna dela tam lejko dobijo po eni strani in po drugi strani, kaj si pa tisto okolje, v katerega pridejo, od teh ljudi lejko obeta
in predvsem, kaj bi trebalo napraviti, da bi lejko ta izmenjava dela bila takšna, da bi od tega imeli haseksi. Zbiranje podatkov o mednarodnih migracijah je zelo kompleksno in težavno opravilo, saj v različnih državah uporabljajo različne definicije migrantov in različne načine zbiranja podatkov. Še težje pa je dobiti podatke o brezposelnosti migrantov. Slednje dobimo največkrat iz administrativnih virov, posebnih anket ali popisov prebivalstva. Zaradi tega nam razpoložljivi podatki praviloma dajejo samo okvirno sliko o brezposelnosti imigrantov. Leta 2007 je bila brezposelnost imigrantov rojenih v EU precej nižja kot pri imigrantih rojenih zunaj EU. Pri slednjih pa so imeli nižjo brezposelnost tisti, ki so bivali v EU 7 in več let, kar kaže na to, da se imigranti v daljšem obdobju lažje in bolj integrirajo v nove okolje kot v začetnih letih. Podatki potrjujejo tisto, kar trdijo raziskovalci te problematike. To pa je, da so za integracijo imigrantov potrebna sredstva in čas. Brezposelnost imigrantov v EU je višja za ženske kot za moške. Velike pa so tudi regionalne razlike. Podatki zadnjih kažejo velik porast brezposelnosti imigrantov v državah članicah EU iz Južne Evrope, ki jih je ekonomska kriza v zadnjih letih bistveno bolj prizadela kot ostale države članice EU. Dobro, en lepi dober den, se opravičujem, ko sem zamudil z Goričkove sem prišel. Včeraj sem malo dolgo tu bil, eno nadstropje više, pa je to rezultat toga. Dobro, moja tema se navezuje, ali pa na nek način je povezana s tole prejšnjo, čeprav bom govoril o brezposelnosti imigrantov najbolj v Evropski uniji. Zdaj, imigracije so zelo protisloven proces, tako da ne bi delil iluzije, da če ostanemo Slovenci v svojih ozkih alpskih dolinah, sicer jih tu naokrog ni veliko, ampak po večini Slovenije so, da bo to zelo koristno za Slovenijo. Mi smo imeli take čase in vemo, kakšni so bili. Zdaj, motivacija za ta moj prispevek, ki ne bo veliko podatkov prikazoval, nekaj osnovnih podatkov bom jaz povedal, je bila v tem, da je ves razviti svet vse bolj v demografski krizi in prenizka rodnost povzroča, da se prebivalstvo hitro stara, tudi delovni del prebivalstva se stara in več kot očitno je, da bodo imigranti vsej precejšnji meri verjetno nadomeščali ta premajhna oziroma to prenizko rodnost v prihodnje. No in z tega vidika bi pričakovali, da bo razviti svet sprejel imigrante odprtih rok, pozdravil imigracijo. Jaz bom pa pokazal na osnovi podatkov, kaj se v resnici dogaja. Zdaj, par besed o naravi brezposelnosti. Kapitalizma brez brezposelnosti ni. Je pa res, da je brezposelnost v zadnjem času zaradi krize še posebej zelo velika in po drugi strani tudi eksperimenti v zgodovini, da bi odpravili brezposelnost, zgradili neko pravičnejšo družbo, kjer bi imeli vsi delo, niso uspeli. Dobra 2 tedna nazaj sem bil v Moskvi v Lomonosovi univerzi, v tisti veliki Stalinovi katedrali in bil sem na konferenci in so mi zagotovili sobo v tisti zgradbi. Ko si prišel od vhoda v kompleks univerze do sobe, je bilo 5 varnostnikov in raznih ljudi, ki so tam po cele dneve sedeli. Zdaj zamislite si še več izmen, v katerih delajo. Mislim, to je en način, kako se da zaposliti ljudi. In
Jaz sem sicer kolegom na konferenci rekel, da bi bilo verjetno boljše, če bi na univerzi imeli več profesorjev kot tistih varnostnikov. Lahko bi še neke druge izkušnje in zelo dober primer imam iz Kitajske, ampak ker nimam časa, ne bom zdaj o teh načinih govoril. Ampak v resnici je brezposelnost nekaj, česar se ljudje zelo bojijo, ampak za nas ekonomiste je pa v bistvu zmeraj povezan s konkretnim gospodarstvom in konkretnimi delovnimi mesti, ki so na voljo. Čeprav se treba zavedati, da nek ta družbeni sklad dela v nobeni družbi ni dan, da bi bil fiksen in da ga je zdaj treba razdeliti med ljudi, ki rabijo delo. Dela in delovna mesta neprestano na eni strani nastajajo, na drugi strani propadajo, tako da je to dinamičen proces in vsi ti poskusi, da bi omejevali, recimo v Franciji na 35 ur delovni čas in podobni, se niso obnesli. Zdaj, če hočemo govoriti o merjenju oziroma o brezposelnosti migrantov, jo moramo meriti. Mi pa zelo hitro ugotovimo, da je že podatke o migracijah zelo težko dobiti. V evropskih državah se zbirajo na 4 različne načine. Slabo so primerljivi med seboj. Evropska unija se tukaj trudi in tudi sprejema zakonske rešitve, ampak stvari se premikajo počasi. Po drugi strani je pa toliko težje dobiti podatke o brezposelnosti imigrantov. Zdaj, možni viri so popisi prebivalstva, zdaj, ker pa imamo ankete o delovni sili, je možno neke okvirne podatke dobiti tudi s pomočjo anket o delovni sili in te predvsem uporabljam pri analizi, ki je bila narejena tudi za to predstavitev. No in uporabljamo standardne ekonomske kategorije. Čeprav to pri imigrantski populaciji potem še toliko več problemov povzroči. Kot sem že prej rekel, v starajoči družbi se bodo imigracije povečale in pričakovali bi, da se imigranti sorazmerno zlahka vključujejo na trg dela. V resnici pa ni tako. Tako da v resnici se imigranti srečujejo s celo vrsto težav in problemov. Praviloma je njihova aktivnost in zaposlenost nižja, brezposelnost in slabe zaposlitve pa višje kot pri nemigrantskem prebivalstvu. Obstaja diskriminacija na trgu dela, značilne so tako imenovane 3D zaposlitve, to je iz angleških besed, ki se začnejo na D, pomenijo pa, da imigranti pogosto opravljajo težka, potem, če po angleško povem, dirty, difficult and dangerous, skratka, umazana, težka in nevarna dela. Zdaj, da bi lahko kakršnokoli empirično analizo naredili, mislim tako, ki je tudi metodološko primernejša, je bila potrebna posebna obdelava podatkov iz anket o delovni sili. No in to je bilo narejeno na podatkih Eurostata za leto 2007. Kasneje so še nekaj naredili, ampak niso še čist objavljeni podatki. Ni pa podatkov za 3 države, med njimi tudi za Nemčijo, zato lahko dobimo samo neko okvirno sliko za Evropsko unijo. Zdaj, tule je nekaj podatkov o imigrantih na splošno v Evropski uniji. Treba je reči, da imamo na voljo dve vrsti podatkov, lahko na osnovi državljanstva, skratka statusa tujca, ali pa na osnovi
kraja rojstva v tujini. Jasno je, da je zaradi razlik v politiki naturalizacije prvo stanje nižje ali pa prva številka precej nižja od druge. Zdaj, več kot jasno je, da je potrebno za integracijo imigrantov na trg dela razvitih držav imeti denar in čas. Tako da, zdaj, če pogledamo po spolu, imajo ženske več težav kot moški in tudi med različnimi regijami Evrope je precej razlik in relativno gledano, če pogledate položaj imigrantov in položaj nemigrantov, so imigranti relativno na najslabšem ravno v državah, kjer bi najmanj pričakovali, v severozahodni Evropi, skandinavskih državah in podobno. Medtem, ko so bistveno manjše razlike v južni Evropi, ampak to v precejšnji meri tudi zaradi zgodovinskega razvoja migracij. Zdaj, kar se Slovenije tiče, mi smo imeli v preteklosti precej nizko brezposelnost, ki je hitro narasla, ampak po nekih drugih podatkih se je pokazalo, da ravno zaradi tega, ker so naši imigranti pretežno iz bivših balkanskih republik Jugoslavije, so hitro, če so tukaj izgubili službo, odšli domov in je bila pri nas ta brezposelnost sorazmerno nizka, čeprav je težko, mislim, ne bi mogli reči, da je ni bilo. Zdaj, Južno Evropo je pa prizadela še posebej močno kriza, in to sicer tile posebej obdelani podatki ne kažejo, ker so izpred krize, ampak imamo pa tudi te običajne kazalce stopnje migracij, tako da ti pa to zelo pokažejo. No, zdaj, če sklenem, ne glede na to, da mi tle že rdeča luč gori, nimam namena predolgo govoriti, ker sem čisto zadovoljen, če bom končal. Ampak, če pogledate v resnici proces zaposlovanja imigrantov, potem hitro ugotovite, da je precej kompleksen proces in bi težko pričakovali v razmerah, ko je tudi za ostalo prebivalstvo precej značilna brezposelnost, pa v krizah še posebej visoka, da bo ta proces potekal brez problemov. Imigrante pogosto prizadene brezposelnost, po svoje so celo na nek način kaznovani na trgu dela. Kazen pa ni samo brezposelnost, ampak tudi ujetost v že prej omenjenih teh 3D zaposlitvah, v raznih etničnih nišah na trgu dela. Ampak, če pogledamo v demografsko prihodnost Evrope, bo pa verjetno Evropa nujno morala izboljšati položaj imigrantov, predvsem bo pa morala več tudi vlagati v človeški kapital imigrantov, ker ne more pričakovati, da bodo zdaj iz revnih predelov sveta že zelo izobraženi ljudje prišli v Evropo, ker preprosto tam ni toliko sredstev, da bi se to lahko zgodilo. Hkrati pa velja, ali pa hromi po svetu vojna za talente. O tem pa bi verjetno kazalo drugo predavanje pripraviti, lahko bi tudi s prejšnjo temo povezali to vojno za talente. In kar je najbolj zaskrbljujoče je, da Evropa zgublja vojno za talente, zlasti v primerjavi z Združenimi državami in še vrsto drugih razvitih držav. Hvala lepa. Ste vedeli, da je leta 2011 v EU 27-terici živelo 33,3 milijona ali 6,6% tujcev? Med njimi je bilo kar 61,6% takih, ki so prihajali iz držav nečlanic EU in 38,4% takih, ki so bili iz drugih članic EU. Na status tujca v članici EU pa zelo vpliva politika podeljevanja državljanstva oziroma naturalizacije. Okvirno kažejo njen vpliv podatki o imigrantih v EU po rojstnem kraju.
Po teh podatkih je bilo v EU v letu 2011 48,9 milijona oseb, ki so bili rojeni zunaj države, v kateri so živeli. Med njimi pa je bilo za 33,7% rojenih v drugi članici, 66,3% pa rojenih v tretjih državah. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Janezu Malačiću še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Florian Margan, pomurski akademik dr. Jože Sampt, pomurski akademik dr. Štefan Ščap, pomurski akademik dr. Branko Škafar in pomurski akademik dr. Štefan Špilak.